Gospa Jolanda Ravnik, kaj vam pomeni, da ste danes tukaj med 7 kandidati za Dobrotnika leta? Prvo sem sploh presenečena, da sem bila predlagana in kaj ne rečem, veliko mi pomeni, lepo je to, da je moje delo opaženo, da je nekdo opazil, da delam dobra dela in zdaj sem v pričakovanju, tako kot vsi. Vi sodelujete, pomagate na Onkološkem inštitutu, ste z bolniki, pomagate v hospicu, kar veliko dejavnosti v bistvu. Ja, to rada delam, ker mislim, glasba, mislim, da povezuje, osrečuje ljudi, da ko prepevaš nekomu, ki je v odhodu, je to nekaj najlepšega, ker vidiš, da takrat ne pomeni noben denar nič, takrat, ko je človek tako bolan, mislim, da rabi toplo besedo, objem, stisk roke in če nekaj zapoješ, je to nekaj najlepšega. Tako da to me osrečuje. Kako ste pa, vas je dobrodelstvo poklicalo, ste se sami odločili, kako je sploh prišlo do tega? Mislite, da pomagate, ja. Ja, veste, moja mladost meni že nekaj dala novo izkušnjo, že kot otrok, ker sem zgodaj izgubila starše in sem bila sama z bratom in se mi zdi, da sem takrat rabila pomoč, pa ni bilo nikogar in se mi zdi, da jaz zdaj to hočem drugim dati, ki so mogoče ravno tako v stiski, ki sem bila jaz takrat, da jim stojim ob strani in pomagam, kolikor je v moji moči, da kaj dobrega naredim in to plemeniti mene in tudi mislim, da so ljudje srečni, zadovoljni. Mislim, da je to moje poslanstvo. Zdaj, tukaj vas je 7 odličnih kandidatov, če bi morali nekomu dati glas, komu bi ga dali, zakaj? Jaz mislim, da si kar vsi zaslužimo, težko reči. Težko reči, res mislim, da smo vsi zmagovalci tukaj, da ne bi mogla se za nobenega odločiti.